Lepo pozdravljeni. Zdaj se selimo z družboslovja proti humanistiki. Predstavila bom raziskovalno infrastrukturo Clarin ERIC. Clarin pomeni Common Language Resources and Technology Infrastructure. Status ESFRI ERIC-a imamo od leta 2012, status Landmark infrastrukture pa od leta 2018. Clarin ima vizijo, da bi bili digitalni jezikovni viri in orodje za procesiranje jezikovnih virov za vse jezike, pri čemer dajemo poudarek evropskim jezikom, dostopni prek enotne prijave vsem raziskovalcem v humanistiki in družboslovju, pa tudi vsem raziskovalcem z ostalih ved, ki pri svojem delu uporabljajo jezikovne podatke. Cilj oziroma namen Clarin ERIC-a je dolgotrajno in obsežno ohranjanje in pa dostop do jezikovnih virov in tehnologij in pa prispevek k ohranjanju in podpiranju večjezične evropske kulturne dediščine. Nekako smo uspeli tudi z eno inovacijo v naši skupnosti, kar do sedaj v humanističnih skupnostih ni bilo v navadi, in sicer zelo se trudimo z tem, da bi zagotavljali, da so jezikovni viri čim bolj standardizirani, ne glede na to, za kakšen namen so originalno zgrajeni, da so grajeni univerzalno in s tem omogočajo večkratno uporabnost teh istih virov in pa tudi univerzalnih orodij. Clarin ERIC je evropska infrastruktura, podobno kot je bilo omenjeno že za CESDO. V konzorciju je 20 članic, članice so države, ministrstva se v ERIC-u članijo in potem ima pravico do uporabe storitev infrastrukture vsak državljan v tej državi. Se pravi, trenutno je v konzorciju 20 članic in pa 4 države opazovalke, ki se pripravljajo na članstvo. Infrastruktura pa je mreža centrov, ki v članicah in opazovalkah delujejo, in teh je pa trenutno več kot 50. Clarin omogoča številne različne storitve, prikazujem jih na tej prosojnici, zato ker imam omejen čas, se bom omejila samo na par od najpomembnejših. Ena je vsekakor ta druga v prvi vrstici, ki omogoča deponiranje raziskovalnih podatkov. To deponiranje je trajno in pa tudi s certifikatom zagotovljeno deponiranje. Vsak vir potem tudi dobi handle, da omogoča najdljivost in citiranje vseh teh deponiranih virov. Naslednji pomemben servis, ki ga Clarin omogoča, je pa tretji v prvi vrstici, se pravi ta VLO oziroma Virtual Language Observatory, ki je en tak zmogljiv iskalnik po vseh jezikovnih virih v celotni mreži Clarina. Uporabnik skozi isti iskalnik lahko pride do vseh deponiranih virih, ne glede na to, v katerem centru so bili deponirani. Potem v drugi vrstici na sredini imamo en tak pomemben servis, in sicer Language Resource Switchboard. Takrat, ko ima raziskovalec lastne jezikovne podatke, lahko s pomočjo tega servisa identificira, katera orodja so že v Clarin ERIC infrastrukturi na voljo, da lahko svoje podatke procesira že z obstoječimi orodji in jih sestavlja v verige za procesiranje podatkov. To so neke take najpomembnejše za enkrat, si pa lahko pogledate vse ostale na naši spletni strani, da ne bom predolga. Pa če sem bolj konkretna, katere jezikovne podatke in orodja v Clarinu imamo. Imamo korpuse oziroma velike zbirke jezikovnih gradiv vseh različnih žanrov in modalnosti, od pisnih besedil, avdioposnetkov, videoposnetkov, multimodalnih virov. Pa če jih samo par takih bolj tradicionalnih omenim, recimo velike zbirke časopisnih besedil za različne jezike, z različnih časovnih obdobjih, literarnih besedil, historičnih besedil, bolj sodobne so recimo jezikovni viri z družbenih omrežij, parlamentarnih razprav in podobno. Potem poleg korpusnih virov, ki vsebujejo celotna besedila,
zajeta v korpuse. Imamo tudi leksikalne vire, kot so različni slovarji, terminološki glosarji, semantični leksikoni in podobno. Navajam pa tudi par orodij, ki jih Clarin Erik ponuja za različne jezike. To je recimo orodje za obliko-skladenjsko tegiranje, za lematizacijo visokopregibnih jezikov, prepoznavanje imenskih entitet, analizo sentimenta in podobno. Poleg virov in orodij Clarin nudi tudi različne dogodke in storitve. Eno glavnih je recimo letna konferenca, na katero so povabljeni vsi avtorji sprejetih prispevkov in pa recimo delegati iz vsake države, med katerimi so tudi mladi raziskovalci, ki jim potem nudimo tudi svetovanje v sklopu njihovih raziskav. Clarin Erik omogoča financiranje različnih razvojnih in izobraževalnih delavnic in pa tudi financiranje krajših raziskovalnih obiskov na nek drug infrastrukturni center, kjer te usposobijo uporabiti njihovo orodje ali pa vir in podobno. Od storitev bi pa rada omenila še strokovne ekspertize, ki jih nudimo v okviru knowledge centrov, se pravi centrov znanj. Enega takšnih imamo tudi v Ljubljani, imenuje se Klasla in se ukvarja z ekspertizo za procesiranje južnoslovanskih jezikov. Potem delamo redne, uporabnikom prijazne preglede družin virov in orodij v okviru iniciative Resource Families. Vedno bolj se posvečamo zagotavljanju in razvoju učnih vsebin v okviru različnih evropskih projektov. Tega, ki ga navajam na tem slajdu, smo pripravili skupaj z infrastrukturo DRAI, ki bo predstavljena kmalu. Omogočamo pa tudi dostop do posnetkov predavanj z vseh naših izobraževalnih in znanstvenih dogodkov na portalu videolectures.net. Clarin je v resnici mreža, v katero so združeni posamezni Clarinovi centri. Clarin kot infrastruktura ima distribuirano infrastrukturo, se pravi, ni neke stavbe, v katero vstopiš in uporabljaš infrastrukturo, ampak dostopaš do virtualne distribuirane infrastrukture od koderkoli. Preko infrastrukture so tako na voljo datoteke, spletne aplikacije in storitve po vsej Evropi s pomočjo Clarin centrov. Kot sem že omenila, certificiranih B centrov imamo trenutno 20 in pa več kot 50 vseh ostalih registriranih centrov. Zelo pomembno je, da so vsa ta orodja in podatki iz različnih centrov med sabo interoperabilni, kar pomeni, da je omogočena izmenjava metapodatkov med centri, omogočena je kombiniranje raziskovalnih podatkov po različnih centrih, omogoča združevanje orodij in pa zelo pomembno podpira komparativne raziskave in transnacionalne raziskave, kar brez evropske infrastrukture ni tako zelo enostavno. Clarin centri so organizirani tako, da imamo na eni strani jezikovne vire, na drugi strani pa orodja in pa zelo veliko pozornosti posvečamo metapodatkom, ki jih potem zbiramo in med seboj združujemo. Pa še samo prispevek Clarina k odprti znanosti. Navajam enega od prispevkov, ki smo jih na to temo objavili. Clarin upošteva načela FAIR in sicer tako, da so trajni registri podatkov tako strukturirani, da omogočajo deljenje, iskanje in ponovno uporabo podatkov. Integrirani podatki so prav tako v okviru infrastrukture na voljo v odprtem dostopu. S tem podpiramo jezikovno raznolikost v Evropi, zbiramo podatke v več kot 1500 različnih jezikih, za zelo veliko število jezikov omogočamo tudi orodja za procesiranje podatkov in pa podpiramo jezikovne vire v vseh modalnosti. Z vsem tem našim delom pa si želimo spodbujati tudi odgovorno podatkovno znanost. To je zaenkrat vse. Najlepša hvala. Hvala lepa.